Doktorica Leonida Zalokar je nekdanja ravnateljica vzgojnega zavoda Planina in psihoterapevtka. Ima dolgoletne izkušnje pri delu z mladostniki z vedenjskimi, čustvenimi in osebnostnimi motnjami ter je mednarodno aktivna v razpravah o psihopatiji in kompleksnih vedenjskih izzivih pri otrocih. Z aplavzom pozdravimo na odru doktorico Leonido Zalokar. Hvala lepa. Hvala za povabilo in seveda vsem, ki ste v nedeljo tukaj, to pomeni, da vam je mar. Če se predstavim, nimam slajda, ampak jaz sem baby boomer. To pomeni baby boom generacija. V 80 letih prejšnjega stoletja sem vstopila na področje vzgoje in izobraževanja kot mlada vzgojiteljica. Rada si domišljam, oziroma zdaj, ko sem se pripravljala na tole, sem imela res upse in downse, vmes sem si mislila, kaj je meni tega treba bilo. Bolj kot ne sem se spet ozavestila, kaj je Ata Freud izjavil v prejšnjem stoletju. Vzgoja je namreč ena izmed 3 nemogočih poklicev. Druga 2 sta, a veste, vladanje in psihoanaliza. Torej, jaz se nahajam v nemogočem poklicu in tako kot sem rekla, če se mi je še zdel v 80-ih, 90-ih letih, da vem, kaj delam, da vem, kaj so norme, da vem, kaj so vrednote, kaj se pravzaprav jaz z mladimi grem, vam moram reči, da se zadnje nekaj let z vsemi, ki se ukvarjamo s tem, smo, kar bom rekla, malo zafrustrirani. In treba je vedeti tudi nekaj, moje delovanje, že prej je bilo omenjeno, doktor Mazzini je omenil Gaussovo krivuljo, Slovenija jo rada pozablja, ko se o nečem govori, se preveč enoznačno govori. Da boste razumeli, Gaussova krivulja, če pogledamo tako otroke kot odrasle, se normativni del, tisti bomo rekli neproblematičen, najdemo v sredini, tam okrog 70% jih je. Potem imamo odstopanja v okrog 26-27%, torej odstop od normativnega, malo težje, malo manjše motnje. Mene boste pa najdli, kar se tiče mojega dela, tam, ki je na koncu, torej 2,14 oziroma približno 5% populacije, ki izredno izstopa v destruktivnosti, v psihopatiji, osebnostnih motnjah in tako naprej. In žal to velja tako za otroke kot za odrasle. Doktor Mazzini je prej povedal, 10%. Jaz sem prej vprašala, koliko nas je. Nas je zdaj približno 400, kot sem slišala. In kamorkoli bomo šli, tudi zdaj tukaj, nas je 10% seriously disturbed. To je 40, bom sebe kar zraven dala. Kamorkoli gremo 10%. Ampak, a veste, tisto, kar je najbolj problematično, je pa to. Če se ljudje tega ne zavedamo, če ljudje ne prepoznamo znakov, simptomov določenih motenj, potem imamo problem. Potem se ljudje izčrpujejo, obolevajo in to velja za toksične, strupene odnose, tako na delovnih mestih, doma ali pa med sorodniki. Samo še eno vprašanje vam dam, preden grem naprej. Mislim, da sem to vprašanje prejela, je bilo v Belgiji ali na Nizozemskem, polna dvorana nas je bila in je stopil psihiater, ameriški psihiater, je sicer v angleškem jeziku vprašal, naj da roko gor tisti, pri kateremu sorodniki so vsi gladki. Mislim, malo drugače je bilo, ampak mi smo se spogledovali in moram vam nekaj povedati, niti eden ni roke gor dvignil. Niti eden, To pomeni, poznamo patologijo drugih, poznamo. Tale citat naše odlične novinarke Ranke Ivelja sem izbrala zato, ker po mojem mnenju odlično prikazuje občutek časa, v katerem se nahajamo. In ne samo politično, tudi družbeno. Kaže posameznika, individualista, ki se je seveda izgrajeval desetletja, mi smo to dopuščali. Veste, to stanje, ki je bilo za nas, baby boomerje, v 60-ih, 70-ih letih nepojmljivo, kaj zdaj gledamo in kaj beremo, niso ustvarili otroci, ampak odrasli.
In tisto, kar je bilo že prej dobro povedano s strani dr. Macinija, 10%. Ja, jaz sem dostikrat že rekla, majhen procent obvladuje celotno družbo, zakaj se 90% zdrave družbe umika in to dopušča. Druga knjiga, ki jo toplo priporočam, tudi novejša, aktualna, je pa od klinične psihologinje dr. Mani. Knjiga je v bistvu napisana kot nek pripomoček, prepoznavanje simptomov, prepoznavanje znakov in seveda tudi, kako si pomagati, kako se opolnomočiti. Torej, kako postaviti zdrave meje. Ker brez tega, da postavljamo zdrave meje, brez tega to ni več vredno življenje. Ker ti osebki, ki se imenujejo, to so simboli sodobne kulture našega ega oziroma pretiranega ega, to je direktno prepisano iz njene knjige in prevod, torej Do you know who I am? Malo ljudi še ni to doživelo, da bi se kdo proti njim postavil in rekel, ti sploh veš, kdo sem jaz? In pazite, taki so tudi že otroci. To je trendovska beseda našega časa, celo že v nekem leksikonu. In kaj v bistvu pomeni? Pompozen, samovšečen, napihnenec, kreten in pezde. In ta fraza odraža popolno pomanjkanje samozavedanja in te egotripi so med nami. In to, kar je nekaj zelo težko sprejeti in razumeti, je pa to, da v bistvu smo ustvarili tako družbo, ki te poteze vzpodbuja, oziroma brez teh potez v tem norem, bolnem, toksičnem svetu absolutno ne moreš niti ne preživeti. Leta 2002 je ven prišla tako imenovana temna triada. Začeli so se dejansko oglašati strokovnjaki in opazovati oziroma začeli so ocenjevati tako imenovane temne osebnostne lastnosti. Do leta 2012 so bile 3. Narcisizem, makiavelizem in psihopatija. V glavnem govora je o manipulativnosti, hladnosti, brezčutnosti, postavljanje sebe na prvo mesto, brez občutkov krivde, brez slabe vesti, hoja po drugih. Leta 2012 so pa z analizo postov, z analizo komentarjev, spletnih komentarjev, izluščili najbolj močno 4. dimenzijo, ki jo zdaj tudi živimo in občutimo, ta je pa sadizem. Sadizem pomeni pa dejansko uživanje človeka, ko povzroča hude stvari, nelagodje drugemu oziroma tudi ki uživa v njihovi nesreči in bedi. Kaj je pretresljivo? Glede na to, da imamo samo 1 uro časa, sem jaz dala najnovejše raziskave, ampak jih je malo morje, verjemite mi. Iz leta 2025, žal se te lastnosti temne tetrade opažajo že pri otrocih. Ker gre za latentne osebnostne konstrukte, seveda, ki se jih ne da meriti, jih lahko opazimo oziroma doživljamo z mladimi preko njihovega vedenja in preko njihovega funkcioniranja. In to so predvsem cyberbullying, spletno trolanje, izsiljevanje, manipulativnost, izključevanje in tako naprej. Teh vedenj je veliko in cel zahodni razviti svet poroča o njihovem porastu. Še ena tabu tema, verjetno v Sloveniji, je nasilje otrok nad starši, ki je realen in raziskovan pojav. Še enkrat ne pozabiti, jaz delam v tistem skrajnem robu Gaussove krivulje. Nasilja otrok nad starši je veliko, vemo vsi tisti, ki z otroci delamo, ampak to so že otroci stari 4-5 let, ki se jih starši bojijo. Strokovnjaki opozarjajo, da je pojav podcenjen in premalo prijavljen. Se absolutno strinjam, ker ni všečen, ker ni popularen, ker odraža nekaj, s čimer se mi najraje ne bi ukvarjali. Povezan pa je s pomanjkanjem meja, slabo samoregulacijo, družinsko dinamiko in nedoslednostjo. Torej vzgoja tudi z načinom vzgoje, ki ne omogoča notranje kontrole in notranje regulacije. V mojem času baby booma, jaz si res ne morem predstavljati, da bi takrat bili
poplava priročnikov na spletu, jih najdete, kolikor jih hočete, priročnikov za starše, kako naj se ubranijo nasilja nad svojimi otroci. Priročnike, kako ravnati. In oziroma to so podatki prevalenca, se opravičujem, šla sem naprej. To so novejše raziskave tudi iz leta 2025. Ja, Velika Britanija, poglejte, v 10 letih je porast za več kot 60%. Tukaj sem najdla pa eno našo raziskavo, ki je bila v Antroposu. Je pa bil opredeljen kot v tujih raziskavah način vzgoje v ospredju vsem permisivno staršev in oblika ter pogostost kaznovanja, torej je v porastu. To je pa to, kar sem prej rekla. Ne? Priročnikov je malo morje, ki starše učijo nekaj, kar bi v bistvu treba bilo od majhnega, torej postavljanje meja, postavljanje pravil, pogojevanost, sankcije in tako naprej. Pri starših, sem si prav zabeležila, da ne pozabim, kaj je pri starših, novodobnih starših prisotno. Strah, da jih otrok več ne bo imel rad. Strah, da bo otrok na njih jezen. Potreba, da bi bili z otrokom prijatelji. In vam moram po pravici povedati, ko sem se jaz zamislila, če bi zdajle bila v tem svetu stara 20-25 let in bi začela razmišljati o otrocih, jaz bi bila konfuzna kot budala. Ker sploh ne bi vedela, kaj je prav, kako je prav, kakšna vzgoja je ta prava, kako ni, in dejansko bi verjetno verjela vsej poplavi popularne psihologije, pozitivne psihologije. Ne boste verjeli, ko sem šla gledati izpeljanke, mislim, da je čez 35 izpeljank tipov vzgoje. Panda mama, tiger mama, una mama, ta mama, jaz sem sam gledala, pa kakšne mame so to? Ok, je tudi helikopter mama, ta meni se zdi najbolj, ne. Mislim, pa vsaka mama ima že nek znak, neko žival ali pa nek simbol, ne. Torej, izpeljanke, ki same po sebi nič ne povejo, ampak so neka modna muha oziroma odraz časa, kamor je v bistvu nas preterala nekritično povzemanje tujih praks, tujih primerov, do česa bomo še prišli. Prišli smo do absurda, ker permisivna vzgoja, kot boste videli, je tudi vzgoja, ki ne privzgaja odgovornosti, ki ne privzgaja prosocialnosti, ki ne privzgaja občutka, da je še nekdo tukaj. In kam pripelje logika popolne razgradnje odgovornosti, se imenuje afluenca. Ko jaz to predavam tudi sodnikom in odvetnikom, jih sam pogledam pa rečem, pa saj to imamo tudi v Sloveniji. Ne? Gre pa za to, tukaj je primer, to imate tudi na spletu, je polno debat bilo v tem primeru, to je Ethan, 16-letnik iz Amerike, iz bogate milijonarske družine, ki je pod vplivom drog, alkohola, zapeljal z avtom med ljudi, gručo ljudi, 4 je ubil, nekaj je bilo trajno poškodovanih. Na sodišču si je pa njegov odvetnik zmislil ta konstrukt, to je umeten konstrukt, afluenca. To pomeni, otrok ni kriv, da je 4 ubil, saj ni bil vzgojen na način, da bi vedel, kaj je prav in kaj je narobe. In preberite, poglejte, grozljivo, on je bil oproščen. Ker ta afluenca pomeni, da je tudi kapital tisti, ki tudi odloča, kar se je zgodilo tudi v Sloveniji. Malo potem se je skušala ta ista zadeva prodati na Hrvaškem, sin nekega politika, pa ni uspelo. So bili ljudje preveč močni. Pri nas se pa spomnite, to je bil medijski primer, zato ga lahko omenim. Medijski primer kratkohlačnika v Ljubljani, osnovna šola, ki je z nožem, mislim, da je bil 2., 3. razred, ki je z nožem izsiljeval in grozil tako učiteljem, odraslim kot otrokom. Slovenska folklora je taka, da v šoli je ostal ta otrok z nožem, ostali so bili doma in so seveda prosili pomoč. Na koncu se je izkazalo, to smo imeli tudi odmevno oddajo na 24 ur zvečer pri gospodu Slaku, na koncu se je izkazalo, da je njegov oče vrhovni sodnik Đorđević.
da je njegova mati sedaj pristopila v Levico, gospa, ki je na Ministrstvu za pravosodje. Otrok je bil nedotakljiv. To je afluenca. Če se ta otrok ne bi pisal tako, kot se piše, če bi se pisal tako, kot se pišejo otroci v zavodu, bi bil čez noč nastanjen v zavod. Tako se mu pa ni zgodilo nič. In še bi jih lahko naštevala. Torej, afluenco imamo tudi v slovenskem prostoru in jo dopuščamo. Obvezna literatura v mojem času mojega študija, in zato sem jo dala, ker je aktualna tudi dan danes. Samo letnico 2026, dajmo gor pa preberemo. To sta bila Fritz Redl in David Wienemann. Ona dva sta preko psihoanalitične ekspertize razmišljala o okvarjenem egu, o ego funkcijah, ugotovila, da antisocialno vedenje mladih seveda ni naključno, da je odgovor na svet odraslih, da otrok odreagira na okolje. Že takrat sta poudarila, da kazen ni vse, da prvi ključen je odnos in ne kazen. Agresija ni nujno patologija in to, kar je najbolj pomembno, ampak mi se homo sapiens se po izkušnjah nič ne nauči, jih mora res fajn po glavi dobiti, da notranja kontrola se uči in notranja kontrola, ali pa če hočete Freudov superego, se privzgoji z odraslim, ki regulira otroka, z odraslim, ki regulira njegove impulze in brez meja in brez samoregulacije pač pridemo do pojava, ki ga zdaj spremlja cel razviti zahodni svet. Pomembno je predvsem to, ona dva sta pač, zato sem jaz napisala si žrtev, ona dva sta pač razlagala nasilnega otroka kot odziv na neke frustracije, kot odziv na nekaj ali pa da nekaj dobi. Sodobni pristopi se agresija obravnava kot večfaktorski pojav, to vedno, to še vedno velja, da je človek biopsihosocialno bitje in je treba pač vse te dejavnike pogledati, kaj v bistvu name pliva, da se vedem tako, kot se vedem. Ampak to, kar je sploh v našem slovenskem prostoru, pa pri nas, ko se oglašamo, ko skušamo dopovedati snovalcem politike, snovalcem paradigem takšnih in drugačnih, da vsi storilci oziroma vsi nasilneži niso žrtve. Enostavno nismo slišani, ker velja ista paradigma, popularna klasična psihologija, v načelu so vsi ljudje dobri, samo to je treba jim dati, pa bo. Ne drži. Določen procent ljudi je nepopravljivih. In zdaj si bom drznila izjaviti en stavek, ki ga je v slovenskem prostoru si upal izreči žal pokojni psihiater, dr. Slavko Ziherl. On je v primeru enega zapornika, ki so ga spustili in je spet kruto pobil, ne vem koliko ljudi, izjavil. Treba se je zavedati in treba je vedeti, da med njami so osebki, katere bi bilo treba zapreti in ključ vrči stran. Žal so, pridemo tudi do njih. Torej, če nasilneži niso vsi žrtve, torej nasilje, ki je nasilje samo po sebi, zaradi užitka, zaradi sadizma, ker jaz to rad počnem, je bil opredeljen leta 1962 recimo v eni kultni knjigi Peklenska pomaranča. Gledamo skupino mladih, objestnih, sadističnih, tudi film Črno-bel je zelo poveden, ampak in neprijetno vprašanje se je takrat odprlo, ker družba ni pripravljena na posameznike, ki jim ni moč pomagati. Družba ni pripravljena na sadiste, psihopate in maligne narcise. Meni je bilo prej, kar je dr. Mancini rekel, da bi bili mi vsi radi psihopati, mi je res en tak zelo zanimiv, mi je dal zamisliti, pa sem rekla, Madonna, jaz tudi bi rada bila psihopat, po moje jaz sem. Ker nekaj tazga podobnega, ki je psihopatija, jaz v sebi čutim in prepoznavam, ampak kot vem, kot so me študirali, sem po vsej verjetnosti prosocialni psihopat. Torej, želim delati dobro. Poglejte si, prosocialna psihopatija, odličen termin, to pomeni, drugače doživljamo, mislim, to so cele ekspertize narejene, in morate še nekaj vedeti, svet rabi 10% psihopatov, ampak jih rabi imeti pod nadzorom.
ker določeni poklici jih lahko opravljajo samo psihopati. Dajte si predstavljati, da smo zdaj v Iraku, Iranu, da udi po tleh ležijo. Kdo od nas bo šel roke pa noge pa šivati, ne vem kaj. Ne? To mora biti res ljudje, ki so ne, da so brezčutni, ampak ki so manj občutljivi, če me razumete. Ni pa nujno, da so maligni psihopati. Torej, to je prosocialna psihopatija, ki se v našem prostoru premalo omenja. Torej, neprijetno vprašanje, ali lahko obstaja nasilje, ki ni zgolj posledica okolja ali patologije, ampak izraz svobodne volje, izbire in užitka v zlu. Da, je možno. In jaz imam tudi tukaj, ne, ta knjiga je fenomenalna, Anatomija človeške destruktivnosti od Ericha Froma. On je postavil koncept maligne agresije in oblike destruktivnosti. Torej, Homo sapiens, prav tako piše, Homo sapiens je edino živo bitje na svetu, ki muči, ubija iz koristoljubja. Ne zato, ker bi moral. In v bistvu je problem v tem, da če to ni odziv na nekaj, gre za globoko okvarjeno osebnostno strukturo, kjer odpovejo vse moralne in socialne zavore. Jaz sem šla še malo gledati, kdo je pri nas v slovenskem prostoru, ki je v tem pisal, in sem najdla, imate prosto dostopno na spletu, in to so res pretresljiva dejstva, ki se jih ne zavedamo. Žal pokojni psihiater dr. Gorazd Mravlje v enem svojem intervjuju piše: malignega narcisizma se po adolescenci ne da več popraviti. In na vprašanje, ne, in to je to, dosti ljudi vpraša, pa kako da je človek tak? Kako je tak? Dejstvo je, da so. Ampak kako je tak? A so taki rojeni? A so taki, se to naredi? A ne? Je pa en stavek, dr. Esi Viding, jaz sem se tam usposabljala v Angliji pri njej in za brezčutne neobčutljive poteze in psihopatijo, njen stavek je enkraten. It is highly unlikely that you are born as a psychopath, but it is also highly unlikely that you get psychopathy for your birthday present when you turned 18. To, razumete, to, kar se govori po 18, ni res. Dejansko simptomi, znaki se prepoznajo zelo zgodaj in ta grozovita resnica, ker poznamo nevroznanost, razvoj možgan, da je razvoj otroka nekje postavljen oziroma temelji, kar je že Prapor govoril, tako majhen pa že nervozen, da v starosti otroka 3 leta pa pol. Mravlje pa piše v tej svoji ekspertizi, maligni narcis je pa postavljen do 6. leta. To se treba zamisliti. To, do 6. leta pravi stroka, ne jaz. In gremo še naprej. Te literature, destruktivnosti, psihopatija, maligni narcisizem, ki ni odziv na frustracije, ampak človekova izbira, da želi biti tak, je opredeljen v mnogih delih. Mogoče bi tle omenila Arendtovo banalnost zla. Če poznate, kako človek, bomo rekli, pač sledi zlu, šlo se je za pobijanje ljudi v vojni, ker se mu je pač tako rekel. Torej brez moralnih kapacitet, brez razmišljanja sledim banalnosti zla. Najbolj o zlu, najbolj ekspertizo napisal Scott Peck leta 1983. In v bistvu gre za to, da to dejansko obstaja, da ne drži, da takih ljudi ni, da so vsi dobri. In tega se treba res zavedati zaradi naše varovalke, da bomo mi znali meje postaviti. Pretresljiva je izpoved oziroma tudi neko delo našega sodnega izvedenca, forenzičnega psihiatra, gospoda Kušeja, ki je delal desetletja s psihopati, morilci in drugimi deviantnimi osebnostmi in je rekel, tisto, kar je najbolj pretresljivo, in to moramo vedeti, pravega psihopata lahko tudi 1,5 leta ne spoznate. Tako znajo manipulirati, tako znajo biti šarmantni, učarljivi, da si ti sploh ne moreš misliti, kakšno srečo imaš, da si ga spoznal. Ker so super. Ker resnično, vi ste šokirani, kje se je ta dragulj skrival toliko dolg. Ne? In dokler vse gre tako, kaj treba, je vse okej, ne?
In ko mu pa na rep stopiš, oziroma ko ni po njegovo, se pa pokaže. In tudi ljudje, ki prihajajo na terapijo, ljudje, ki iščejo pomoč, ki so na robu pameti, povejo stvari, ampak to so te red flags, ker jih niso prepoznali. Ker če mi mislimo, da se vsakmu človeku da pomagati, samo rad ga je treba imeti, pa z ljubeznijo, pa z sočutjem, potem ste na tenkem ledu, da se vam zmeša. Ker če naletite na nekoga, kot se zdaj pogovarjamo, in se boste vi izčrpavali, se vam bo na koncu zmešal, on bo šel pa poiskati drugo žrtvo. Torej, če zlo obstaja in če gre za oslabljeno notranjo strukturo, kaj lahko sploh naredimo? Torej, to je to vprašanje what works, če poznate, od ameriškega sociologa, kriminologa iz leta 1974, je še vedno prisotno. What works, kaj sploh deluje. A si upamo reči, glede na Gaussovo krivulo, pri nekomu pa nič ne deluje? Kdo si upa to reči? In za tem stati? Ampak to je res. Jaz se sprašujem, ne vem, če veste, kaj je z srbskim Kosto. Poznate ta primer? Tega dečka, star bil 13 let, naredil, kar je naredil. Z mojih informacij iz Srbije je on še vedno zaprt. In je prav, da je. In veste zakaj? Ker je še vedno nevaren. Ker se še vedno ne zaveda, kaj je naredil, ker ne obžaluje, ker ni občutkov krivde in tako naprej, kar je v bistvu značilno za ljudi brez empatije in brez vesti. Še pred kratkim, zdaj ne vem, kaj se zdaj dogaja, še pred kratkim ga je zanimalo samo to, ali o meni še pišejo, ali se o meni še govori. In v eni tuji reviji je pisalo, da strokovnjaki, ki ga proučujejo, so zaskrbljeni, ker se zna zgoditi, če bo ostal tako, kot je, pa ni edini, tako, kot je, do vprašanja, če bo kdaj izpuščen. Torej, kaj potem narediti s takimi osebami? In v bistvu mene je tudi zanimalo, pa koliko je tega, če pogledamo otroke, koliko imamo mi v Sloveniji ali pa v kjerikoli populaciji otrok, ki so moteni, ki so že kot majhni prepoznani kot problematični. In sem šla enostavno gledati statistiko in tukaj je statistika zelo jasna. OECD, WHO in vsi ostali veliki instituti velja. Kamorkoli gremo, v katerokoli populacijo zahodnega sveta, je 20% otrok duševno in vedenjsko motenih. Pika. 20%. Jaz imam tukaj podatke iz leta 2024, popis prebivalstva in sem pol ugotovila, 20% otrok, to je 84 tisoč. Tisto, kar nam pa stroka govori že dlje časa, pa je, da so najbolj problematične vedenjske motnje, deviantnosti v vedenju otrok pred 14 letom. Torej, če se to pojavi pred 14 letom, je težja prognoza, težje ozdravljivo in težje popravljivo. Adolescenca ima svoje pluse, minuse, upse in downse, ampak že v otroštvu, vedenjske motnje v otroštvu so pa velik pokazatelj resnosti in možnega razvoja v hudo antisocialno vedenje. In pa smo tle, potem 1-3% vseh otrok ima brezčutne neobčutljive poteze, kar pomeni za Slovenijo 4200 do 12600 otrok. Veste, ta procent, 1% ali pa 3% je malo, ampak njihova razdiralnost, njihov vpliv na družino, okolje, šolo, vrtec je pa nenormalen. In oni, tako kot osebki, tovrstni toksični v kolektivu, ki lahko eden ali dva zamajeta celotno organizacijo, tako je potem tudi na šolah lahko, kar vemo, da lahko eden ali pa dva posameznika zrušta celoten sistem. In potem se seveda začnemo pogovarjati o razvoju vzgojnih paradigem, kaj je tisto, kar deluje.
Ne? In tukaj ne moramo mimo Spocka, tako citiranega Spocka, govori se o očetu permisivne vzgoje, ki je leta 1946 popolnoma smiselno napisal priročnik o empatični vzgoji, o čustveni vzgoji, starši imejte otroke radi, uneste svoje instinkte, nežnost in tako naprej, kar je bilo smiselno, legitimno, v nasprotju z takratno avtokratsko, hladno, brezčutno vzgojo, ne, kjer so bila v bistvu čustva zatirana in se jih ni smelo kazati. On je bil pediater. Diane Baumrind je pa razvojna psihologinja, klinična psihologinja. Diana Baumrind je bila pa tista, ki je že takrat, v 60-ih letih, ona je tista, ki je konceptualizirala 3 vzgojne paradigme, 3 vzgojne stile. Avtokratski, avtoritativni in permisivni. To so članki, ki so prosto dostopni na spletu, ampak preden pa se mi gremo naprej pogovarjati o permisivni vzgoji in škodljivosti tako za otroka kot za celotno družbo in civilizacijo, je pa treba pravzaprav sploh pogledati, kaj je definicija permisivne vzgoje. Namreč teh izpeljank permisivne vzgoje, enačenje permisivne vzgoje z otrokocentričnostjo, pa se pravi, ne vem, koliko izpeljanke vam prišlo, je treba pogledati in ta definicija permisivne vzgoje je povzeta po Diane Baumrind. Torej, gre za vzgojni slog, starši so do otroka zelo sprejemajoči, topli, sočutni, torej ogromno ljubeznja, vendar postavljajo malo ali nič zahtev, omejitev in pravil, ter se izogibajo nadzoru in dosledni disciplini. Torej, otrok ima veliko svobode, manj ali nič pa omejitev in meja, odgovornosti in pričakovanj glede vedenja. In to se je pač začelo po tej knjigi Dr. Spocka, in je bil v bistvu tudi odgovor na prejšnjo avtokratsko vzgojo, ampak poglejte, že v 70-ih letih prejšnjega stoletja so številne raziskave pokazale pomanjkljivosti in rezultat permisivne vzgoje, torej to, kar smo prej videli, z ogromno topline in ljubezni, brez meja, brez odgovornosti, brez regulacije, dobimo otroke z nizko samokontrolo, impulzivnostjo, socialno nezrelostjo, s povečanim tveganjem za agresijo, motnje vedenja in otroci, ki ne spoznajo meja, razvijajo prepričanje o lastni nedotakljivosti, entitlement. In to je pa tisto, kar je v bistvu temeljni mehanizem pri antisocialnem vedenju, ki potem vodi v psihopatijo. Psihološki mehanizmi permisivne vzgoje, torej znanost je opozarjala, ampak družba je šla svojo pot. Ker družba, ki nekaj reče, to je pa lušno, to je pa tako, potem se gre po tej družbeni poti in ne po znanstveni. Opozorila bi nekaj, tako kot vedno opozarjam, Gaussova krivulja. Permisivna vzgoja ni škodljiva za vse otroke. Permisivna vzgoja, prav napisano je, ugotovljeno je, za koga je škodljiva, za ranljive otroke, z določenimi nevrobiološkimi, takšnimi in drugačnimi pomanjkljivosti, nerazvitostmi in tako naprej, ki rabijo dejansko več regulacije, več omejitev, več vzgoje, če hočete. In recimo, jaz imam 2 otroka, letnik 91-94, vam povem, da ne bi bila špelca, hčera, ki se je rodila, njo je bilo treba pušati, njo je bilo treba pač jo aktivirati oziroma jo premikati, dočim sin še zdaj, ki pride se takole miga, ADHD-jevc, eksploziven, je bilo treba pa skozi ukvirati. Torej 2 otroka, 2 različna načina, ni enoznačnosti. Veste, Švedska nam je bila vedno dana kot ne vem kakšen ideal. Tako kriminološki, kazenski, vzgojni in ne vem kaj. Švedska, zakaj je to pomembno? Švedska je bila prva država v Evropi, ki je prepovedala telesno kaznovanje otrok. To je bilo leta 1979. In potem so uvedli kot otroško enakopravnost, anti-avtoritativnost in ne vem kaj, in seveda vse evropske države so to kopirale. Ker je bilo tako popularno in tako lušno. Ampak po desetletjih vzgoje je ta članek pretresljiv, vreden, da se ga prebere. Je pa plod
rezultat ne vem kolikih akademskih raziskav, ki so Švedi naredili, ne, in se sprašujejo sami, kaj so v bistvu povzročili, ker to so njihovi izsledki iz raziskav. Permisija otežuje razvoj samokontrole, občutek upravičenosti, to je ta entitlement, a vi sploh veste, kdo sem jaz, in nižje tolerance, in prispeva k oblikovanju generacije razvajenih in arogantnih mladih odraslih, ki jim primanjkuje empatije in odpornosti. To so švedski izsledki. Švedska kot izredno liberalna država, leta 2017 je išla raziskava krasna, zdaj bi vam pa samo nekaj povedala, pejte tistega, ki to zanima, pejte na splet doma v miru, pa pogooglite Callus Animation Traits in Sweden, in Norway, in Denmark, in Croatia, in Germany, in Hungary, vse, Callus Animation, sem vam bo usulo, potem pa napišite Callus Animation Traits in Slovenija. 0. 0. Mi tega nimamo, veste? Mi tega nimamo. Samo toliko, preverite. Torej, preščutne neobčutljive poteze so dejstvo, boste videli nevrobiološko pogojene, terjajo absolutno drugačne vzgojne paradigme, način dela, kako se s temi otroci dela. Ne glede na to, da nimajo, če ne čutijo empatije, se jim lahko privzgoji, potem se pogovarjamo o kognitivni empatiji, da jih naučimo, kaj je prav in kaj je narobe. Torej, Švedi so ugotovili, pa ne, to so vse raziskave že pokazale, da so brezčutne neobčutljive poteze tesno povezane z medvrstniškim nasiljem. Vi veste, koliko imamo medvrstniškega nasilja v Sloveniji, ampak se ga loteva uradna stroka v narekovaju in uradna politika na popolnoma zgrešen način. Ker pač nimamo programov, nimamo diagnostičnih kriterijev za to vrstno motrnost. Švedska razmišlja, to sem zdaj najdla v Le Mondu, 26-letnik, Švedska razmišlja o nižanju meje kazenske odgovornosti iz 15 na 13, močan porast kriminala med mladoletniki. V letu 2024 je bilo 93 otrok, mlajših od 15 let, osumljenih hudih kaznivih dejanj, umori, poskusi umora, Švedska je zdaj država tolp, majhnih otrok in tako naprej. Ni da bi govoril. Iz tiste idile pred ne vem kolikimi desetletji, ki se nam je Švedska kot vzor prikazovala, bi pa rada sam še nekaj povedala, kar je zelo zanimivo. 80. leta sem bila mlada smrkla vzgojiteljica. Uvajanje permisije. In jaz se tega toliko spomnim. En del stroke v Sloveniji je govoril, Bog ne daj, to je vzgoja narcisov in psihopatov. Očitno so brali sledke. Drugi del stroke, ne, to je otrokom prijazna vzgoja. In ta klika in ta struja je v bistvu premagala glas razuma. Torej, razvojne ranljivosti, brezčutne neobčutljive poteze. Kaj to v bistvu pomeni? To je diagnostični kriterij, vedenjska motnja, podtip motnje v DSM-5 iz leta 2013. Evropa uporablja ICD-11 oziroma MKB-11, kjer je ta patologija že zajeta. Slovenija še vedno uporablja diagnostični priročnik MKB-10, kjer te kategorije ni. Kar pomeni, v Sloveniji ti teh otrok niti diagnosticirati ne moreš. Razvoj agresije je preplet bioloških okoljskih dejavnikov in če gremo pogledati, to je pa to, etiologija razdiralnega vedenja, že prej je Miha govoril o amigdali in pri teh otrocih je skeni, MRI, možgan, slikani, pokažejo nižje delovanje amigdale, torej govori se celo, da so eni popolnoma neustrašni, ne občutijo, ne čutijo čustvu oziroma žalosti jeze drugega, zelo se povezuje to z genetsko predispozicijo in prav tako je ugotovljeno, povezava amigdala in prefrontalni korteks je šibka, kar pa pomeni, da vpliva tudi na slabšo regulacijo vedenja. Torej to na možganih je dejstvo, je dokazano. Seveda so potem tukaj še psihološki dejavniki, okoljski, somatski in tako naprej. In če mi gremo pogledati, pa kritična analiza sodobne pedagoške paradigme v Sloveniji, sem pa najdla en članek, neko delo v nekem zborniku, pa ne leti ta
argumentirana kritika samo na to, ampak na splošno, na pedagoško strujo oziroma smernice, ki so v slovenskem prostoru, tako kot sem vam rekla, že enoznačne, ne upoštevajo Gaussa. Pri naših modelih, če vidite, se v glavnem te modeli so participativni, torej zelo se naglaša določene in se zelo lepo sliši. Otrok mora participirati, otrok mora to, otrok mora to. Ja, jaz se z vsem tem strinjam, ampak jaz se pogovarjam o tem delu, če me razumete, ki tega nima, ki teh kapacitet nima. Naši otroci ne zmorejo v vrsti stati, naši otroci so eksplozivni, mi moramo otroke ne vem kaj z njimi početi in to so zelo visoki cilji, in to je koncept zmožnega otroka, torej kompetenten, prosocialen refleks, pa tudi relacijsko zmožen otrok. To so otroci, ki so lahko v sredi Gaussove krivulje, ampak kje imamo mi pomoč in programe za otroke, ki strelijo ven, te, ki so recimo v vzgojnih zavodih. Torej oni izhajajo iz tega koncepta, razkorak med normativno pedagogiko in razvojno realnostjo. Torej pomembno, in to je vse prav, to je vse legitimno, kaj oni predpisujejo, to je vse legitimno, kaj oni pišejo, ampak ne za vse otroke. Torej ta normativna pedagogika je za središče Gaussove krivulje, ne pa za to, kar odstopa. To so pa stvari, s katerimi se Slovenija premalo ukvarja. Prav tako je izredno avtoriteta se v tej klasični psihološki ali pa klasični pedagoški paradigmi skoraj da kriminalizirala. Ker je tudi Švedska bila zelo anti-avtoritativno nastrojena. Torej, odkot, mislim pa sej ne rabiš biti doktor. To je zdrava kmečka pamet. Pa kako bo nekaj v mene prišlo, če mi nobeden to ne vsaja? A me razumete? To je normalno. Jaz moram otroka učiti, kaj je prav in kaj je narobe. Jaz moram otroka naučiti, kaj nekoga pljune, da to ni prav. Jaz moram otroka naučiti, kaj nekomu, da se upraviči in tako naprej in tako naprej. Samo od sebe ne bodo ratali prosocialni. In recimo, en paradigmatski premik je meni zelo všeč, imenuje se Screw Motivation, what you need is discipline. In to je čudovit psihološki članek, ker ne vem, a se še preklajo, da bo otrok motiviran in izgubljajo energijo, da bi otroka motivirali in ne vem, kaj se vse počne. Prva je disciplina, potem z disciplino, ki jo privzgojimo, pride do motivacije, kar se pri nas pri delu v vzgojnem zavodu izkazuje na dnevni bazi. Kaj pa je za moje pojme največji strukturni paradoks in v bistvu tudi, ne morem drugače, oblika sprevrženosti? To se od majhnega v vrtcu, v osnovni šoli, povsod kamorkoli greste, se te, ne bom rekla permisivni, ampak izredno nizko regulativni pristopi na vso moč poudarjajo, starši sami povejo, ko pridejo z otrokom v zavod, da se jim roke zavežejo, da vedno reče, pa dajte bolj na lepo, pa dajte se malo pogovarjati, pa je mama, veste, s polomljenimi rebri, pa brez zob, pa doma vse pokradeno, ampak dajte se malo lepo pogovarjati. Mogoče se pa niste dosti lepo pogovarjali, mogoče se morate pa malo drugače pogovarjati in tako naprej. In zadeva je pa zmeri slabša. In kaj se potem zgodi? Ko ta sistem nizkoregulativni, ki ne loči zrno od plevela, komu otroku kaj ponuditi, ko ga pripelje do totalne raztrganosti, podivjanosti, hitro v vzgojni zavod. Tam pa dobimo od sodišča. Mu boste postavili meje, regulacijo, avtoriteto in tako naprej. Vse tisto, kar je bilo prej, ne bom rekla prepovedano, ampak odsvetovano. In zato pravim, da je to totalen paradoks, strukturni paradoks, ki se ga mi v Sloveniji še vedno gremo. In ta razkorak med teorijo in prakso, sem ga tle malo v dva stolpca dala, ker kamor, a veste, naši otroci, bogi, pa da se dobro razumemo, starši naših otrok so večinoma 99% dobri starši, res dobri starši. Ampak otroci zahtevni s takšnimi drugačnimi posebnosti, starši niso znali, trudili so se po svoje, ampak pač ni šlo. In jaz dosti mamic tudi pomirim, ki imajo otroka 10-11 let starega,
pa so občutki krivde, slabe vesti, se vemo, smo ga v vato zavijali, ne? Pa jaz rečem, veste kaj, pomirite se. 10 nas sedi v zbornici in si glavo obijamo, kaj naredite z vašim 90-letnikom, kaj boste vi doma sama, če mi ne vemo, kaj in kako. Toliko so zahtevni, toliko so kompleksni te otroci. Ne? In perspektiva Gaussove krivulje, torej te participativni modeli niso univerzalno aplikativni za celotno heterogeno populacijo. Jaz sem šla pač brskati, koliko je tega in dejansko, tako kot kaže Gaussova krivulja, nekje med 15 in 25% je otrok, ki rabijo trdo strukturo, meje, pravila, doslednost. So pa res ko buldožeri, ampak mi odrasli moramo biti bolj buldožeri, ker mi jih vzgajamo za prosocialnost. Zanimivo je to, da je že leta 1957 sta to ugotovila Redl in Wienemann. Na 4. strani njune knjige Agresivni otrok piše, gre za otroke, ki jih nihče več ne zmore. In ena od največjih težav dela s temi otroki je enostavno ta, kako sploh zdržati ob njih, ker so res tako hudi. In resnično je to težava, ki je prav teoretiki običajno ne vidijo. Pravilno se jim zdi, da se pokažejo pravilni pristopi, ki so strokovni utemeljeni. Če pa stvar pol ne deluje, smo pa krivi izvajalci. Ponavadi je tako, a ne? Ampak še bolje, žal eden redkih strokovnjakov z tega področja, ki ga jaz cenim, žal pokojni socialni psiholog Janez Bečaj. Leta 1991 je napisal čudovit prispevek med teorijo in prakso in je tudi on rekel, ne, pa vznikajo neke nove teorije, to je bilo mišljeno med 80 in 90 letom, ki jih nihče ne preverja. Če potem teorija ne deluje, smo seveda spet krivimi. In posebej pomembna je njegova ugotovitev, da teorije pogosto nastajajo na ravni idealnega otroka. Medtem ko se praksa srečuje z razvojno, socialno in vedenjsko zelo heterogeno populacijo otrok. Torej vse to, kar vam jaz govorim, so že misleci pred mano ugotavljali, jaz pa to živim, mi v zavodu pa to živimo in takega razkoraka med teorijo in prakso jaz ne pomnim. In je res ozaveščanje glede, kako so meje pomembne in avtoriteta, drugega mene preostane. In recimo in kako so nekdo si neki izmisel in hitro začnemo mi nekaj uvajati, to je bil ta famozni model od koncept Reggio Emilia, ki je seveda spet predvideva visoko funkcionalne otroke z določenimi lastnostmi, ampak če ti ne dosegaš teh lastnosti, imamo potem pa tle evalvacije in omejitve programa, ampak a veste, ko so v Sloveniji to uvajali, nobeden ni govoril o evalvacijah in o pomanjkljivostih tega programa in tisto, kar je najbolj pomembno, kaj so evalvacije pokazale, da ta program ni za vse otroke, še huje. Če siliš vse otroke tako enoznačno v ta program, bodo seveda tisti bolj ranljivi ven izpadli in se jim lahko motnja še poglobi. Ker morate vedeti, naši otroci v zavodu, ko jih hočemo nekam dati v kakšne kolonije, krožke, karkoli, so v bistvu skoraj da isti dan odpuščeni in pripeljani nazaj. Ker se ne zmorejo držati pravil, nekje so zelo visoka pravila, ampak običajno jih drugi sistemi izven in socialni ne zdržijo. Opozorila bi na 2 raziskavi, izjemno pomembni. Vi boste brali malo morje raziskav in to je tisto, ne, zakaj so lahko novodobni starši tako v stiski, ker ne vejo, kaj je prav in kaj je narobe. Vi boste brali raziskave v narekovaju, ki propagirajo positive psychology, pozitivno, samo sočutno, samo pozitivno, samo prijazno, samo tako brez tistega represivnega dela, omejevalnega. To boste vse brali. Ni empiričnih dokazov za to. In ravno obratno, kaj so oni ugotovili, da se podatki potvarjajo, da se podatki prirejajo, in to se imenuje trumping fallacy.
In ko sem jaz vprašala enega kolega iz tujine, ki smo se o tem pogovarjala, sem rekla, ima to kaj veze s Trumpom? Ne? Ker je trumping fallacy, jaz sem mislila, da je, ne? Pa pravijo, da ni. Ampak meni se zdi, da nimajo prav, no? Ker to je točno to, ne? A veste vi to, ne? Trump je zmagal za predsednika, ne? In je to, kar se reče, inauguracija. In je padal dež. Se spomnite? On stopi pred Američane. Sem predsednik, sonce sije. In si, ja, sonce sije. Pada dež. Cesarjeva nova oblačila, je tako. Evo, jaz mislim, da to je potem, no, trumping fallacy, da pač govoriš in delaš tisto, kar je tebi všečno in kam bi rad pripeljal. Prav razdelano je, ne. Tako da dejansko je treba biti zelo, zelo previden, kaj beremo, kako razumemo, a ne. Torej, še vedno velja, permisija, super krasno, vse je v redu, ampak daj samo še avtoriteto zraven. Ne pa, da sta to potem te dve skrajnosti. Ne? Samo še avtoriteto je treba zraven dati in dobimo idealno kombinacijo. Torej, naj bo ključno sporočilo mojega današnjega predavanja preprosto. Ne potrebujemo še več ideologije, ker dejansko naši akademiki, teoretiki, oni so plodni do amena. Jaz, ko gledam tiste ekspertize, pa sam gledam, pa tisto berem, jaz se samo to sprašujem, pa kje lahko to kaj uporabim? Kje lahko to v praksi uporabim? Praktično nikjer. Rabimo več razvojne znanosti, več diferenciacije in več poguma za soočanje z razvojno realnostjo otrok. In za konec, od mojega prijatelja Petrovca, stopinje upora. Jaz sem malo delinkventa, še vedno, ne? In upor, in zato pravim, da je upor v tem času najbolj državotvorno dejanje. Ampak upor kulture, upor znanosti, upor vsakogar, ki želi drugačno družbo. In če to prenesemo na področje vzgoje, sploh se ne gre za zavračanje avtoritete, ampak dati avtoriteti pravo mesto. In upor pomeni, da si upamo postavljati meje, vztrajati pri odgovornosti in ne slediti kritično trendom, ki niso v korist razvoja otrok, niti ne družbe. Torej gre za upor v imenu razvojne znanosti, zdravega razvoja otrok in prihodnosti družbe. Torej se veste, Srbi, pumpam, pumpaj, pumpam. Hvala. Doktorica Zalokar, najlepša hvala. Čas nam dopušča eno vprašanje iz publike, tako da kdo bo prvi ali prva? Tamle. Zelo visoko, mislim, da nekje na sredini tega desnega bloka. Tamle. Ja, tamle, gospod je tako visoko, tako je dvignil roko. Mislim, da si zasluži. Ne, ženska ima prednost. Kako se bomo zmenili? A prepustite dami prednost? Imamo dva. Lahko dve, ne? Ja. No, bomo imeli dve vprašanji. Ja, mene zanima, kaj pa je po vaših izkušnjah delovalo tam v zavodu Planina? Deluje kaj? Ali je potem tudi tam samo prostor, kjer parkirajo te otroke in potem jih odparkirajo? In stvar, ki je s tem povezana, kaj pa potem, rekli ste, malo je teh, ampak lahko zrušijo razred, kaj pa potem v eni šoli, v enem razredu, kako se lotiti tega, da bo to delovalo, ali pa da bojo lahko res nekaj naredili? Vse poti popeljejo v Planino. Običajno, ne, ker mi smo, ne, super vprašanje. A veste, to je mene tudi zanimalo. Jaz sem prišla v Planino v 90-ih letih prejšnjega stoletja kot svetovalna delavka. In me je ful zanimalo, seveda sem bila teoretično naphana, pa sem veliko prebrala, izkušenj pa nobenih. In me je dejansko zanimalo, kaj deluje, kako delajo, nič od tega ni bilo. In takrat sem se pač lotila magisterija, najprej sem naredila magisterij o motnjah, da sem sploh videla, kakšni otroci so noter. Drugo je bilo pa točno to moje vprašanje, pa mi hudiča, a sploh vemo, kva delamo. Mi imamo otroke, nobenih evalvacij, mi sploh ne vemo, kva delamo. No, in jaz sem naredila doktorsko dizertacijo, imate prosto dostopno na spletu in še vedno velja. Namreč najprej moj mentor je bil dr. Bojan Dekleva,
doktor psihologije z filozofske in z pedagoške fakultete in jaz sem takrat ugotovila, pametna, ker sem bila, ne, ja, dajmo zdaj kriterije, pa bomo mi tole malo raziskovali, pojma nisem imela, kaj so kriteriji. Kaj pa je kriterij uspešne vzgoje? Kaj je kriterij, da je nekaj palilo? V glavnem, ta doktorat sem jaz delala približno 11 let in dejansko se je pokazala Gaussova krivulja, približno, mislim, da malo manj kot 70 po kriterijih uspešnih, nekaj jih je v zaporih, nekaj je morilcev, ki so tudi medijsko znani, ampak se je ugotovilo, kaj je tisto, kar deluje, ne? Odnos, avtoriteta in v bistvu ta poštenost in doslednost. Mi imamo zdaj en drug problem. Mi moramo vedeti, da zdaj prihajajo ven generacije druge, tretje permisivnih staršev in nas lahko hudo skrbi potem za svet, kam to gre. Ne, če bo to svet brez empatičnih ljudi, zato pa ni učiteljev, ne se spraševati, zakaj ne ljudi. To so ti poklici pomoči, ki so recimo v domovih starejših ali pa delo z ljudmi. Tega ni, ker novodobni otroci niso vzgajani za sočutje in za prosocialnost. Tako da jaz bi rekla tako, uspeh se kaže po Gaussovih krivuljih tako kot drugod. Bolj kar je in vemo, kaj delati in kako delati in kaj je tisto, kar deluje, what works, večji problem je to, ker so tako enoznačno pridejo v zavod za tiste, za katere mi ocenimo, če hočete, da so kosta, da so brezčutni, neobčutljivi, da napišemo, da bo nevarnost in tako naprej, za njih ni poskrbljeno. In oni pridejo prosto ven. A sem odgovorila? Hvala za odgovor. Zdaj, da bomo uravnoteženi še vprašanje. Bom zelo hitra, obljubim. Samara, hvala vam za tole predavanje. Mene pa zanima ta debata nature versus nurture. A ne, rekli ste, da določen procent otrok ljudi, da jim ni pomoči, ampak to so verjetno posamezniki, ki so že prišli z nekimi predispozicijami oziroma motnjami na svet in potem so jih okoljske okoliščine samo okrepile. Kaj bi se zgodilo s Kosto, na primer, če bi on odraščal v neki drugi družini, ne? Kot lahko beremo iz medijev, tam niso bile idealne razmere, imel je dostop do orožja, oče ga je učil streljati. A bi on ne izkazal tega, a bi to vseeno bolj prišlo ven? Sigurno. Tiste, ki to zanima, pejte na splet, podtipkite James Fallon. James Fallon. Žal umrl, zdaj pred kratkim. James Fallon je bil forenzični psihiater, tudi delal z morilci. In on je v odraščanju opazil pri sebi, da z njim nekaj narobe, da ni tak kot drugi. Da skrajšam, ko je odrastel, so mu povedali starši, da je po liniji, pa ne vem komu, morilec v družini. On je šel skenirati svoje možgane in možgane otrok, te skeni so tudi prosto dostopni na spletu. In on je napisal, je rekel, jaz imam možgane psihopata. On je vedel, da je z njim nekaj narobe, pa on je rekel, ampak jaz sem imel srečo, da sem živel v taki družini s tako mamo in s takim očetom, ki sta me znala handlati. Ne? In recimo moj prispevek je naslov Pogovoriti se moramo o vzgoji, leti na Kevina. We need to talk about Kevin. Ker tudi tle je bilo polno debata, ne? A bi bilo s Kevinom kaj drugače, če bi z mamo, samo 1 uro sem imela danes, drugače to iz enega stavka je 1 ura predavanja lahko. Recimo pri Kevinu je bilo očitno, da ni prišlo do te varne navezanosti, drži? Ni bilo ta attachment theory, hladna mama, čeprav se je trudila, nekaj je bilo v tem razvoju, on je bil res, in točno tako, kot ste pravilno ugotovila, prinesel ves neke biološke danosti sabo, odvisno od okolja, a se bo to razvilo, ali se pa ne bo. Ne? Hvala za odgovor. Ja. Doktorica Zalokar, najlepša hvala tudi za odgovore. Hvala vam.